John Smith vse življenje živi in ustvarja v vzhodnem Londonu. Njegovi filmi, ki se gibljejo med dokumentarcem, fikcijo in eksperimentom, so znani po igrivem, humornem pogledu na vsakdanjost, pa tudi po ostri politični osti. V Ljubljani predstavlja 2 programa kratkih filmov in svoj najnovejši film Biti John Smith. Pogovor pa sva začela pri njegovem delu Dekle, ki žvečiči gumi iz leta 1976, ki slovi kot eden najpomembnejših avantgardnih filmov vseh časov. I made some discoveries making that film which really influenced things that went on later on. Pri snemanju tega filma sem prišel do odkritij, ki so pozneje vplivala na vse moje nadaljnje delo. Glavno odkritje je bilo, kako močna je beseda pri določanju tega, kako vidimo podobe. Posnel sem prizor na ulici v Hackneyju v vzhodnem Londonu, kjer sem živel. Preprosto dogajanje na ulici, v dolžini enega koluta 16-milimetrskega filma, 11 minut. Potem sem napisal scenarij in posnel film, ki sprva deluje, kot da usmerjam vse, kar se zgodi. A ugotovil sem, da je moč jezika tako velika, da glasu še vedno napol verjamemo, če tudi vemo, da nam laže, ali pa si njegove laži vsaj z lahkoto predstavljamo. Film je znan tudi po vlogi naključja. Med snemanjem je na ulici ves čas zvonil alarm, ki ga Smith ni mogel utišati. But there was one thing about it that really annoyed me and I'm quite technically fussy about. Ena stvar me je resnično motila. Na določenem mestu v filmu sem po nesreči najprej hitro povečal v napačno smer in posnetek je bil zelo sunkovit. Potem pa sem pomislil, lahko ukažem uri, naj se sunkovito premakne proti meni, kar tudi rečem v filmu. In kot ve vsak, ki je film videl, ura moj ukaz popolnoma uboga. Nekaj, kar je bila napaka, je tako postalo ena mojih najljubših stvari v filmu. Pogosto moraš, ko gre kaj narobe, najti formalno rešitev, kako težavo obiti. In prav to pogosto rodi nove ideje, ter delu doda dodatno dimenzijo. Naključje in napaka ostajata rdeči niti celotnega Smithovega opusa, tudi po prehodu na digitalne formate in pametne telefone. But I'm still interested in technology and interested in ways in which you can mess with technology. Še vedno me zanima tehnologija, predvsem načini, kako jo je mogoče zmesti. V filmu Steve sovraži ribe sem aplikacijo namenoma zavedel. Nastavil sem jo na prevajanje iz francoščine v angleščino, telefon pa usmerjal v angleške napise na ulici. Aplikacija je izjemno ustrežljiva. Če ne najde ničesar francoskega, angleško besedo preprosto razume kot francosko, kar je lahko zelo smešno. Snemanje je bilo težko, ker sem se ves čas smejal. Nisem vedel, da je francoska beseda za prdec pet. Tako je pet food, angleški izraz za hrana za živali, prevedla kot hrana za prdce. Na začetku filma sem moral zato dodati opozorilo, da za te grozne šale ni kriv avtor, ampak aplikacija sama. Pustil sem ji, da prevzame nadzor. Na drugem koncu festivalskega spektra je Shunsaku Hayashi, japonski slikar in animator iz Osake, ki je študiral na londonski univerzi Goldsmiths. Hayashi ročno slika ali nariše vsako posamezno sličico svojih filmov, jih fotografira in nato digitalno montira. V Ljubljani je predstavil retrospektivni program kratkih filmov, prikazali bodo tudi njegov prvi celovečerec Invisions. Vse pa se je začelo, ko je bil star 10 let, s češkim nadrealistom Janom Švankmajerjem. My father was wanted to become artist but it kind of failed. Moj oče je želel postati umetnik, a mu nekako ni uspelo. Kljub temu je imel doma veliko umetniških knjig. Njegov prijatelj pa je bil velik ljubitelj umetnosti. Ta prijatelj mi je posodil videokaseto s Švankmajerjevimi filmi, ker je mislil, da bi mi bili lahko všeč. Predtem še nikoli nisem videl stop animacije, niti takšnega sloga animacije. Močno me je pretreslo. Mislim, da sem že naslednji dan vzel domačo videokaseto in posnel svoj prvi animirani film z lutkami. Čas je v Hayashijevem delu ena osrednjih tem. Čas v sliki namreč stoji, v filmu pa teče.
exhibit my painting and film together, I think the film become Ko razstavljam slike in filme skupaj, na površini slike ostanejo sledi gibanja, v filmu pa lahko vidiš, kako so te sledi nastale. Med sliko in filmom obstaja posebna povezava. Film je zame nekakšen čas preteklosti, slika pa čas sedanjosti. Njegov prvi celovečerec InVisions je nastal na podlagi izkušnje, ki se zdi od abstraktnega filmskega sveta zelo oddaljena, prostovoljnega dela po uničujočem potresu in cunamiju v Fukušimi leta 2011. Ko ustvarjam animacijo, samo brišem in dodajam. Ta proces ni le tehnika, je tudi podoba pokrajine, podoba našega časa. Ko sem obiskal območje po potresu, je bilo vse popolnoma prazno. Tudi pri animaciji moram pogosto uničiti svojo sliko, četudi je že sama po sebi dobra, dokončana. Ker se gibanje nadaljuje, jo moram spremeniti, izbrisati in narediti drugače. In mislim, da me je ta proces, 10 let dela z animacijo, vedno znova vračal k spominu na tisto izkušnjo. Ne gre za neposreden vpliv, a morda je prav tam izhodišče tega filma. That was maybe my starting point to make this film.